Dragi kolegi, dober dan. Kot veste, smo na našem ravnateljstvu sestavili cilje za spričevalo. V tem kratkem videu razlagi, v tej kratki video razlagi bi vam rada prikazala, kako izgleda zdaj ta nova platforma s cilji. Sicer ni veliko razlike od tistega iz prvega polletja, le da se v prvem polletju smo imeli sklope za posamezne predmete, zdaj namesto sklopov imamo cilje. Torej, kot vidite, se bom jaz prijavila kot Bruna Vižintin, kajti moja platforma je malce drugačna od vaše, ker sem administrator. Torej se najprej prijavim. Ko se prijavim, me program vrži direktno v aplikacijo Classe Viva, moram se premakniti navzdol in kliknem na skrutinjo rdeče lode. Ko sem enkrat kliknila na skrutinjo rdeče lode, se mi odpre novo okno in tu imam Bruna je razrednik, zato ima dve opciji: Preposodi voto, to vidimo vsi, in razrednik. Preposodi voto, večina izmed vas, tisti, ki niste razredniki, boste klikali na Preposodi voto in tukaj se vam bo prikazalo pač vaši razredi in pač ta okno, platforma za vstavljanje ocen. Ker če učite tudi alternativne, boste imeli tukaj tudi možnost, da direktno vstavite alternativne. Ampak nima smisla, ker lahko vse uredite kar s prvo aplikacijo. Torej kliknete na predlog ocene, tu zberete seveda drugo obdobje in tu imamo pač seznam učencev. In jaz to nisem zdaj skrivala, ker itak zaradi privacy, ker itak bom pač podelila ta video samo vam in torej ne bo viden vsem. Torej tukaj seveda, ker kot vidite, samo en učenec ima alternativne, to je Samuel Stefe, Manuel Stefe. Kliknemo na okence, se nam prikaže kot vedno, kot prej, spustni seznam s vsemi ocenami in tudi z ocenami pač s kraticami, odlično, prav dobro in tako naprej. Torej ocenimo na ta način alternativne. Tukaj imamo potem cilje. Kliknem zopet na eno okno, tukaj bom samo povečala, da bo bolj jasno. In kot vidite, v tem primeru imamo zdaj cilje. Mi prej smo imeli tukaj v prvem polletju smo imeli sklope in za vsak cilj jaz lahko, če kliknem na to puščico, imam spustni seznam z nivoji ali stopnjami. Po navodilih izvaja naloge, jasno in urejeno izraža svoje misli in odgovarja na zastavljena vprašanja. Recimo, dosegel visoko stopnjo. Jasno? Enako za vse ostale cilje. Če kakšen cilj, kateri cilj se nam zdi, da bi bolje, da ga ne ocenimo, ker pač je v teku leta nastajalo, nismo, ne vem, kakšno pozornost dajali temu, ne vem, bi ga radi spustila, enostavno ga ne ocenimo in to se nam ne bo izpisalo v spričevalu. Na koncu spričevala, tako kot v spričevalu, tudi na tej platformi, imamo pač opis posameznih legend, posameznih nivojev stopenj, in tako da si lahko osvežimo, kaj pri vsaki stopnji ocenjujemo, kaj vsaka stopnja zahteva. Ko smo končali, kliknemo seveda na Confirma, jaz bom zdaj klikala na Annulla. Torej tako to vidijo in tako lahko ocenijo in stavijo posamezne ocene učitelji, ki niso razredniki. Če smo razredniki, odvisno tudi, kako ste na šoli navajeni, lahko tudi tako malo, če skupaj naredite ocenjevalno sejo pred skupno ocenjevalno sejo, navadno tudi odpre samo razrednik, vstavljamo vsi skupaj z razrednikom, ampak če nekdo vstavi prej, pač naredi prej. Razrednik, ko klikne, on seveda lahko zbere, če želi vstavljati lastne ocene samo za svoje predmete ali direktno kot razrednik. Tukaj ima razrednik še eno opcijo, da lahko tudi natisne to, kar na koncu ocenjevalne seje, tako da vidi pač, da imate tudi v papirnati obliki za kakšen zapisnik ali kaj podobnega. Predlog ocene, zopet, če imamo tu drugi razred, imamo tukaj, kot vidite, razrednik vidi kar nekaj več. Tukaj seveda so imena otrok, tukaj, kot sem rekla prej, velja isto za, to so pač stare ocene, če želimo, jih lahko skrijemo. Če premikamo, tukaj seveda ni videti vseh, premikamo s tem kvadratkom, se mi to premakne in pridem seveda tudi do verouka.
oziroma alternativnih dejavnosti. Verouk seveda ima podobno kot za alternativne, ima samo verouk in oceni pač verouk, tako kot sem prej pokazala za alternativne. Tukaj, če v tej koloni imamo podobno kot prej, kliknem gor in imam pač predmete s cilji, samo katera je razlika? V tem primeru, da tukaj kot razredničarka ima vse predmete, tudi angleščino, matematiko, naravoslovje, tudi če to ona ne poučuje. Teh predmetov ona ne poučuje. Tukaj druga ne menja popolnoma nič. Tukaj imamo prisotnosti in odsotnosti v odstotkih oziroma v dnevih. Srednja ocena, če bi po starem ocenjevali, s ocenami bi lahko tudi si pač vprašati, tukaj malo pokaže srednje ocene, bi mogli pač klikniti sem in bi se nam prikazalo. Zadnji dve koloni sta kot ponavadi za tisto skupno mnenje zaključno, odgovornost pa so bili ta, podobno kot se zopet kliknemo na puščico in izberemo. Izberemo pač oceno, ki jo pač želimo oziroma nivo. In zopet na koncu potrdimo, oziroma jaz bom tukaj stavila 0. In še vedenje. Vedenje je zopet podobno, kliknemo pač tukaj na spustni seznam in izberemo pač vedenje, ki nam ustreza. To mislim, da je vse. Drugega nimam kaj pripomniti. Želim vam uspešno ocenjevanje in seveda lep zaključek šolskega leta. Se slišimo. Nasvidenje.